Za spremljanje razmer v naravi je seveda potrebno si vzeti nekaj časa, tudi nekaj znanja. In zadnja leta se ukvarjam predvsem z metulji, in to zato, ker so metulji, zlasti dnevni, izjemno pomembni indikator stanja in tudi sprememb v naravnem okolju. So torej odlična indikatorska skupina in na Pohorju imamo kar nekaj zanimivih vrst, med njimi je recimo tudi borovničev mnogook, to je severnjaška vrsta, ki v Sloveniji živi samo na pohorskih planjah, v višinskem pasu okrog 1420 metrov, pa do seveda tiste najvišje pohorske točke 1543 metrov, kot jih ima Črni vrh. In gledajte, ta vrsta ima zdaj v zvezi z podnebnimi spremembami kar hude težave, je severnjaška, podnebje se segreva in njena populacija hitro upada. Mi smo začeli s sistematičnim monitoringom te vrste leta 2012. No in do letošnjega leta smo upravili 14 zaporednih štetij in rezultat tega je seveda katastrofalno upadanje. Trend je izrazito negativen in nas zelo skrbi, kako bo s to vrsto v prihodnje. Poleg tega pa še nekaj, gledajte, monitoring je pokazal še marsikaj drugega. Potekata namreč hkrati dva procesa kot posledica podnebnih sprememb. In to je selitev južnih vrst proti severu, hkrati pa tudi nižinskih vrst v višine. In tako smo recimo že leta 2023 prvič zabeležili na Pohorju tudi primorskega belina, tik pod Črnim vrhom, in to je vrsta, ki je bila pred 10 leti približno omejena samo še na zahodni del Slovenije in kar v nekaj letih, veste, se je preselila že na vršje Pohorja. Torej, to je eden od teh procesov. Drugi pa recimo, ko se južnjaške vrste, južne, selijo vedno bolj proti severu, tu smo pa na Pohorju zabeležili kar nekaj vrst, eno recimo že okrog leta 2012, to je ena drobna vrsta iz subtropskih krajev, Spoladeja reculvalis iz družine Krambide, in to vrsto smo kot prvo v Sloveniji zabeležili na Pohorju. In veste, to so ti signali, ki monitoring zelo jasno pokaže in spremembe so že tukaj.